14. september je UEFIN dan nogometa za vse, v okviru katerega je bilo živahno tudi v Nacionalnem nogometnem centru Brdo pri Kranju, kjer so se predstavile in družile ciljne skupine. To pomeni otroški nogomet, nogomet veteranov, nogomet deklic, potem imamo tu nogomet specialne olimpijade Slovenije in tudi imamo posebne dve policijske ekipe, ki boste odigrali med sabo. Osnovni namen UEFINega dneva nogometa za vse, torej druženje, ko je zraven nogometna žoga, ne gre brez tekmovalnosti. Sigurno se malo vidi na igrišču, da tekmovalnost je prisotna, ne, med samimi dekleti. Mislim pa, da trenerji primerno spodbujajo dekleta in predvsem kreirajo igro in napredek v igri. V mladih letih se nogometne strasti šele kreirajo, v zrelih letih jih je potrebno kdaj tudi krotiti. Toliko je tekmovalen, da nas žene, da se borimo, da tečemo, da dihamo, da se prepotimo. Ni pa to tekmovalen v smislu, da bi si skakali pod noge. Nogomet je ena strast, že od malega, tako da zelo rad igram nogomet. Velika večina se bo strinjala, enkrat nogometaš, vedno nogometaš. Ja, to je pa sigurno. Nogomet je pa tak šport, da ko enkrat igraš nogomet, ga igraš dokler ga lahko, vsaj jasno. Pa tudi večina mojih soigralcev. Ni treba, da se zapiše prav zgodaj, se zapiše, kadar se zapiše, lahko se zapiše pri 50, 40, 10, tako da odpisati pa najbrž se res ne da. Nogometna strast je torej pogosto tudi družinska tradicija. Za NKLS treniram, sem zdaj šele začel, ampak ne igram pa zdaj že tako, nisem nikoli igral že na kakšni taki posebni tekmi. Vsak ima svojo zgodbo, ki ga je pripeljala na nogometne zelenice. Ja, bratec pa še Olimpija pa Real Madrid. Pa si hodil že prej na tekme, gledati so te starši peljali kdaj na tekmo? Na Olimpijo, starši smo šli kdaj. Že ko sem bila čisto majhna, je rekla, da smo skozi brcali žogo, da se nikoli nismo z rokam podajali. Potem, ko je začela v šolo hoditi, je pač želela tudi, da bi šla trenirati. Kakšno leto smo je majhen nazaj, tako punca pa nogomet, ampak je tako vztrajala, tako da zdaj že 3 leta v Radomljah. Živa se je zapisala v vlogi vratarke. Zato, ker mi je ful všeč. Pa moj vzornik je Jan Oblak. In seveda nimajo samo najmlajši svojih vzornikov in idolov, z njimi se istovetijo tudi nogometaši v zrelih letih. Klubsko, kar se tiče, bom rekel, sam navijam za Chelsea, vendar pa bom rekel, igralci, kot so Ibrahimović, Drogba, včasih, ko je igral za moj klub, bom rekel, so i tisti idoli, ko bom rekel, ko nekje predstavljajo tisto, kar bi bilo. No. Ob različnih zgodbah, ki so se spletle v nogometno strast, je veliko tudi drobnih radosti, ki jih prinaša. Sodelujemo vse igralke, ni tako, da bi ena igralka zase igrala, skupaj igramo, pa to me zelo veseli, kar mi je všeč, pa to je moj življenje. Punce to, da igrajo fuzbol, danes to ne moreš verjeti. Zdaj, ko sem videl to je fajn. Res je, ne gre vedno iz roda v rod, tu pa tam so otroci tisti, ki navdušijo starše. Tudi midva z možem nisva nogomet spremljala prej, ne? Tako da zdaj smo pa not. In prav zato ob dogajanju na igrišču tudi delavnica, saj so bili starši povabljeni na predavanje na temo otrok in šport oziroma vloga odraslih pri tem. Imamo težave z odraslimi ljudmi, ki mislijo, da je v bistvu šport otrok njihovo veselje, njihova zabava, ampak je to namenjeno otrokom, starši in odrasli, vsi ostali trenerji in funkcionarji se moramo pa predvsem prilagoditi njihovim potrebam in se zavedati, da šport otrok ni šport odraslih, da otroci niso pomanjšani odrasli. Nogomet je v vseh pogledih igra, ki lahko obojim pomaga na poti skozi mavrični mozaik življenja.